Nepozabne je knjiga o ženskah, ki so v Sloveniji v 19. in 20. stoletju orale ledino na področjih, ki so bila zaradi neenakopravnosti takrat zanje nedosegljiva. V njihove življenjske zgodbe sta se poglobila Erik in Jasna. Erik, ti si fant in prebiral si knjigo o dekletih oziroma o ženskah. Kakšna je bila to zate izkušnja? So te kaj navdušile te zgodbe? Običajno večkrat v zgodovini beremo o moških. Ja, zelo me navdušila zgodovina žensk, saj je to velik del zgodovine, ki ga zamujamo s tem, da vključujemo v zgodovino večinoma moške. In bi bilo zelo lepo, da bi uvrščali še ženske med zgodovino. Ja, in ženske so takrat, prav tako kot danes, želele delati in ustvarjati, vendar je bilo njihovo delo manj cenjeno, mnogokrat ni bilo plačano ali še huje, jim je bilo to zaradi spola prepovedano početi. A se spomniš nekaj teh nezamisljivih prepovedi? Ja, niso smele plavati, voliti, na fakultete niso smele iti, ter učiteljice se niso smele poročati. Danes si to težko predstavljamo, čeprav je še kar nekaj področij in držav, kjer so ženske še zmeraj neenakopravne, celo zatirane ponekod. Verjamem, da je tudi zato pobudnica te knjige Veronika Tašner k sodelovanju povabila same ženske, med njimi 10 odličnih ilustratork, in danes se nama pridružuje Samira Kentrić. Samira, živjo, kako so nastajale tvoje ilustracije? Živel sem ena od ilustratork knjige Nepozabne. Narisala sem 6 portretov žensk, ki so s svojimi sposobnostmi zelo vplivala na različna področja naših današnjih življenj. Pri portretiranju mi je bolj kot njihov fizični izgled bilo pomembno, da vsako od njih postavim v situacijo, v katerih je njihov značaj in njihova sposobnost prišla najbolj do izraza. S tem sem želela poudariti, da ni toliko pomembno, kako ljudje izgledamo, ampak predvsem, česa smo sposobni. In te ženske so bile res zelo, zelo sposobne. Hvala lepa, Samira. Poleg vsake ilustracije pa najdemo tudi en zanimiv citat opisane ženske. A se spomniš kakšnega, kateri ti je bil zanimiv? Ja, zanimiv mi je bil od Stepine Urbančič Trnograjske. Kdor dušno živi, ne umre. Ta je res lep in tudi resničen. Duše teh žensk so še danes z nami skozi njihovo delo in zaradi tega so naša življenja danes drugačna. Na to ne smemo pozabiti. Zagotovo tudi tekmovalci niste pozabili, kar ste zdajle slišali. Poglejmo vprašanje. Erik in Jasna sta ob branju o nepozabnih ženskah v zgodovini med drugim izvedela, česa vsega nekoč ženske niso smele početi. Na kaj sta opozorila? A. Ženske niso smele plavati. B. Ženske niso smele nositi hlač. C. Ženske niso smele kolesariti. Ali D. Ženske niso smele biti učiteljice. Prosim za vaše odgovore. Oboje ste odgovorili A, torej, da ženske niso smele plavati. Ja, Erik je povedal, da ženske niso smele voliti, hoditi na fakulteto, se kot učiteljice poročati ali plavati. Pravilen je torej odgovor A.